Hvala za to predstavitev in za vabilo. Mi je zelo veselje in čas, da lahko teroriziram. Tle ne bojim se, da to zelo suhoparna eksegeza ali kakorkoli. Skratka, kar bi rad podal, je neke vrste ptičjo perspektivo na osnovni epistemološko-politični prispevek psihoanalize kritiki politične ekonomije. In ta prispevek se da provizorično kadrirati pod splošno oznako politika negativnosti, ki jo lahko zoprstavimo politiki ljubezni oziroma politiki filija, filopolitiki. Kar zadeva slednjo, se bom osredotočil na dva prominentna primera, to, čemur bi lahko rekli, politika prijateljstva Aristotel in politika narcizma, kjer bi vzel kot recimo nekega glasnika Adama Smitha oziroma kot neko generično ime. V jedru problema stoji seveda vprašanje povezave libidinalne ekonomije oziroma tega, čemu je Freud rekel, načelo ugodja z družbenim produkcijskim načinom. In kot vemo, se temeljni uvidi psihoanalize od vsega začetka vrtijo okrog načina upetosti prve do drugega, okrog mobilizacije in organizacije libida. Freudova dela raziskujejo mehanizme te organizacije, njihovo logiko in pri vsej tej zgodbi ne gre enostavno za to, da bi produkcijski način sedel po neki sebi zunanji libidinalni substanci, ampak nasprotno, da ista logika, ki poganja produkcijski način in organizira družbeno realnost, hkrati tudi proizvaja v bistvu libido v subjektovem mentalnem aparatu. In temu proizvajanju lahko rečemo enostavno subjektivacija. Psihoanaliza tu neposredno nadaljuje Marxovo kritiko politične ekonomije, ki koncizno pokaže, da bogatstvo narodov notranje razpade na produkcijo vrednosti, ki se kanalizira v eno smer, skratka se priključuje mehanizmu kapitala in ki na vse zadnje pripade nekaterim, skratka družbenim personifikacijam kapitala in produkcijo dolga, za katerega pa če reče v poglavju prvotni akumulaciji, da je to edino bogatstvo, ki pripade vsem, skratka družbenim personifikacijam politične subjektivnosti oziroma delovne sile. Pri čemer lahko rečemo, da je dolg materija, iz katere je narejena delovna sila oziroma kapitalistična subjektivnost. Ampak tule pravzaprav ne bom toliko govoril o tem, rad bi naredil par korakov nazaj in v bistvu pokazal kontrast z recimo preteklimi poskusi mišljenja, razmerja med tem, kar Freud imenuje lust, kar Lacan prevede jouissance in kar v slovenščini v bistvu prevajamo različno ugodje, se prevaja z lust, jouissance se prevaja z užitkom, jaz bom pravzaprav uporabil tle ugodje, tako da pač ne rezonira užitek, kadar slišite besedo ugodje. Skratka, psihoanalitična intervencija v politiko zadeva status ugodja, za katerega je Lacan večkrat pokazal, da je ključen političen faktor, točka, kjer sistem subjekta najčvrste drži v primežu in kjer tudi postane očitno v kolikšni meri so protisloja in antagonizmi kapitalističnega produkcijskega načina del slehernega mentalnega aparata v našem politično-ekonomskem okolju. Kot je znano, je ugodje za psihoanalizo nekaj skrajno problematičnega in naravno zaradi tega je pač Lacan to prevedel kot užitek, ne kot ugodje, v smislu nek prijetna afektiranost telesa. Skratka ne gre za to, ampak se to je v teh krajih da znano. Ta problematičnost ima kljub vsemu svojo zgodovino, ki sega v same začetke zahodne ekonomske misli oziroma pač politične ekonomije, katerih bom dva preloma tle
poskušal malo obračati sem in tja Aristotela in Smitha, kot rečeno. Naš problem, skratka problem moderne, se da najbolje umestiti z Marksovim izrazom produkcija za voljo produkcije, oziroma überprodukcion, prekomerna produkcija oziroma čezmerna produkcija, za katero vemo, da je iznajdba kapitalizma in zaradi katere zbledi vsaka podobnost s predmoderno hematistiko oziroma uderuštvom in tako dalje. Skratka, produkcija za voljo produkcije postane temeljna družbena realnost in to skrajno problematična realnost z iznajdbo abstraktnega dela, se pravi s tem, čemu bi se marksistično reklo komodifikacija dela, ki napravi iz dela privilegirano obliko alienacije. Ob tem mogoče veljati, kot upoma pod črto spomniti, da je že Hegel označil delo kot konstitutivno obliko alienacije, poleg govorice. S tem, da se v kapitalističnem univerzumu nekoliko zaplete s produkcijo specifično kapitalistične alienirane subjektivnosti, se pravi delovne sile. Vsekakor pa se kapitalistična produkcija za voljo produkcije neposredno dotika nekega strukturnega problema, ki se izkristalizira na ravni produkcije ugodja že v Aristotelovi politični filozofiji. Skratka, nek problem, ki bi mu lahko rekel ugodje za voljo ugodja, ki pokaže na avtonomijo orodja, s katerim človeška žival gradi družbene vezi, skratka avtonomijo diskurza. Najprej neka določitev problema, skratka ugodje se reče dobro, bi bila neka triada, v kateri se giblje Aristotel. In Aristotel je dejansko problemu produkcije ugodja posvetil svojo celotno filozofijo na nek način. Najdemo ga v njegovi teoriji govorice, v etični doktrini, v ekonomski misli, na vse zadnje v metafiziki. Aristotel je osnovni problem v določitvi zdravih temeljev človeškega mišljenja in delovanja je bila najprej težna govorice k suspendiranju stabilnega in nenaznačenega adekvatnega razmerja do realnosti. Skratka, ne samo, da se citat bivajoče izreka na mnogo načinov, ampak govorica na točki svoje neadekvatnosti začne dejansko proizvajati. Proizvaja ugodje v govorjenju. To je v bistvu formulacija iz metafizike. Ugodje, ki očitno ne služi ničemur in ki ga ni mogoče navezati na nobeno naravno potrebo, ugodje, za katerega bo Freud rekel, da se v zadnji instanci manifestira kot neugodje. In ta problem produkcije ugodja v govorici pooseblja, to je znano, sofistika. Na vse zadnje, ugodje za voljo ugodja je eminentno človeški problem, skratka ni zgolj logičen, ampak tudi političen problem. Zato ni nenavadno, da politika in Nikomahova etika slejko prej trčita ob homologen problem v ekonomiji. Tokrat ne gre za težno posamezniku, da zlorabljajo splošni ekvivalent za fiktivno produkcijo vrednosti, skratka problem, ki ga Marx na drugem koncu metafizike opisal z izrazom Geld hacken des Geld, skratka denar, ki rojeva denar. Hematistika, obsedenost z ustvarjanjem dobička, oderuštvo, vse to je za Aristotela protinaravno početje. Danes bi sem brško ne prišljeli fantazmo konstantne rasti, spet produkcija za voljo produkcije. In to protinaravno početje pooseblja trgovec, s tem, da je treba pač mogoče še dodati, da za Aristotela je tudi sofistika na nek način protinaravnost, ker gre proti neki predpostavljeni naravi govorice in jo denaturira. Produkcija ugodja v govorjenju zapeljuje v laž, produkcija dobička povzroča krivico. Oboje je za Aristotela, kot rečeno, protinaravno. In Marx je bil na tem Aristotelovim uvidom, odkritjem, na nek način navdušen in je vzpostavil direktno povezavo s kapitalističnim sistemskim oderuštvom in s fiktivnim kapitalom, kjer vrednost prevzame videz avtomatičnega subjekta in postane, citat, oživljena pošast, ki začne delati, kot da bi nosila ljubezen v prsih. Citat, konc citata.
Vrednost se kaže kot subjekt valorizacijskega procesa in ta videz spremlja neki drugi videz, skratka nek videz obsedenosti z ljubeznijo, autoerotična ljubezen, bi lahko rekel, sistemski narcizem. Na ozadju podobnega, ampak seveda ne zares istega videza avtomatskosti, Aristotel formulira enega ključnih problemov politične in ekonomske misli, problem, ki intimno zadeva vprašljivost, združljivost, ugodja in pravice, in ki prej kaže na navezavo ugodja z izkoriščanjem. Nek citat iz Nikomahove etike. Zakaj je človek, ki od vseh živih biti uživa največ umike, kljub temu najnepravičnejše biti od vseh? Je to zato, ker ima največjo moč razmišljanja in je zato najbolj previdno pretehta ugodja in srečo, teh pa ni mogoče doseči brez krivice. Konc citata. Skozi hočem reči citat Ender. Izenačitev dobrega z ugodjem, skratka ta osnova Aristotelove politične filozofije se začne majati. Ni ugodja brez težnje po suspendiranju imperativov pravice ali izključitve drugega. In razvidna je tudi povezava težnje po ugodju s posedovanjem logosa, skratka s posedovanjem govorice, logike, moči razmišljanja. Krivica je zasidrana v ugodju, ampak hkrati je tudi na nek način zasidrana v logosu. In ni presenetljivo, da je od Aristotela dalje družbena artikulacija ugodja ena od osrednjih nalog, če ne celo srednja naloga temu, čemu bi danes rekli politično-ekonomska misel. Libidinalna ekonomija je bistvena komponenta politične ekonomije in v nekem smislu psihoanaliza ni odkrila oziroma ni razkrila nič novega. Pa vendar seveda obstaja neka motnja, v katerih pričata krematistika in sofistika, zlorabe ekonomskega in jezikovnega sistema za produkcijo ugodja, za voljo ugodja, skratka neka oblika ugodja, ki jo cela tradicija smatra za perverzijo in odklon od naravne norme. Te motnje v resnici pojasnijo delovanje norme in razkrijejo neko njeno konstitutivno nestabilnost. Nekaj v ugodju priča v svojem glavnem življenju, oziroma z Lakanom, naravni ugodja ni subjektivne sreče, temveč samo sreča falusa. Nekaj v subjektu uživa zahteva zadovoljitev in subjekt lahko izkusi ta užitek samo kot določeno trpljenje, motnjo ali krivico. In lahko bi rekli, v družbenem kontekstu je krivica znamenje tega, čemur je Lacan rekel užitek drugega z velikim, da se pravi sistemski užitek. Aristotel spozna temeljno nesorazmerje med vednostjo in pravico, z napredkom uma stopa napredek krivice, zaostritev neenakosti in izkoriščanja in lahko si zamislimo, da bo družba, ki osnuje svojo ideologijo na to, čemur Američani pravijo pursuit of happiness, skratka neko pehanje za srečo, družba, v kateri dejansko funkcijo ugodja najbolje ponazarja reklama za Coca-Colo, v kateri je Lacan po možnosti našel navdih za svojo prozopopejo kapitalističnega nadjazva, skratka, uživaj, enjoy, da bo takšna družba proizvedla največ krivice, se pravi sistemsko krivico, oziroma krivico kot sistem. Da bi rešil problem povezave ugodja in krivice, skratka, libidinalne ekonomije in izkoriščanja, je Aristotel uvedel razlikovanje oblik življenja, ki jim ustrezajo različne oblike ugodja. Večina ljudi, tako Aristotel, enači dobro ali srečo z ugodjem in ljubi življenje v užitku. To je bil mimogrede spet citat iz Nikomahove etike. Tako ravna zdravi razum, ki je na vse zadnje razum, na katerega se opira oziroma ga predpostavlja Aristotelova logika. Na nasprotnem koncu je kontemplativno življenje bios filosofos, filozofski ideal, ki ima svojo libidinalno ekonomijo in obliko ugodja. In med obojim je končno politično življenje, v pravem pomenu besede. Na sebi torej trikotnik dobro, sreča, ugodje lahko deluje v kombinaciji s pravico, vendar je pogoje te pravice treba najti in vemo, da je bo Aristotel našel v tej ideji prave mere. Ampak razlikovanje treh oblik življenja ni neproblematično, ravno nasprotno,
v njih se na nek način vedno znova vrača nestabilnost, ki jo posebljata sofistika in gramatistika. Objekt in naloga, pogojno rečeno spet politične ekonomije, padeta v presek ugodja in misli. In dodamo lahko, da ravno v tem oziru človek stoji med živaljo in Bogom. Stvar se dodatno zaplete, ker sta ugodje in misel dejansko dve različni obliki ugodja za voljo ugodja. Življenje v ugodju ustreza telesno ugodje, kontemplativnemu življenju neko intelektualno ugodje oziroma misel kot ugodje, neko ugodje brez telesa. In politično življenje je zaznamovano z nekim ugodjem, oziroma je kot tako, kot življenje, razpeto med obojim in se lahko v idealnem primeru nagibah kontemplativnemu. Njegovo ugodje očitno še ni na strani misli oziroma na strani drugega užitka, bi rekel Lacan, ki ga Aristotel prihrani za najvišjo obliko življenja, a tudi ni več na strani ugodja, ki bi ga lahko pripisali drugim živim bitjem. Kontemplativno ugodje, skratka božansko ugodje, ugodje, ki pripada negibnemu gibalcu, je ideal, ki orientira politično življenje. Bog uživa in njegovo ugodje ima obliko čiste misli, ugodje brez upletenosti telesa in v svoji samozadostnosti ta oblika ugodja ni samo pravična, ampak predvsem ne rabi nobene družbene oziroma politične sfere. Bog je asocialen, na popolnoma drugačen način kot žival. Ugodje zvon politične živali, pa je vse skozi razpeto. Ta razcep, skratka ta moment negativnosti dela njeno ugodje politično in hkrati prinaša osnovo za produkcijo krivic. Lahko bi rekli, da je za Aristotela žival in Bog ne poznata niti krivice, niti odtojenosti, skratka ne poznata povezave med alienacijo in ugodjem. Spomnimo še neko šolsko informacijo, da Aristotel dosledno razlikuje med zoe in bios. Samo drugo označuje človekov, se pravi politično življenje, medtem ko ostala živa bitja padejo na ravni zoe, oziroma človek tudi kot žival. Bios je zoe, ki ga je koloniziral logos, in ker se ugodja politične živali proizvajajo v sivi coni med biološkim zoe in intelektualnim logos, med naravnim in božanskim, ker je bios kot tak razcep med zoe in logos, njegova ugodja premorejo ravnovesje, premorejo pravo mero, ki bo oblikovala, umestila, stabilizirala ugodje kot politično ugodje in odpravila težno življenja v ugodju proizvajanju krivice, na vse zadnje zlorabo logos za produkcijo ugodja za voljo ugodja, ki domnevno posnema samo zadostno ugodje na ravni zoe, ampak je v bistvu neka intrakulturna fikcija. Kar razlikuje politična ugodja zoon logikon, skratka racionalne govoreče živali od drugih živih bitij je, da je njegovo ugodje imanentno zmožno racionalnosti ali logike, skratka prave mere, in ta prava mera po Aristotelu implicira neko homeostazo in samoregulacijo. Problem se je izkristaliziral v ekstremih. Ugodje za voljo ugodja pozna dve usodi, skratka dva izstopa iz političnega, če ponovimo. Če hoče postati podobni živali, človek proizvede himero ugodja za voljo ugodja, ki je čista nemera in torej čista krivica. In če hoče postati podoben Bogu, za ugodje, katerega bi pričakovali, da bo čista mera, spet proizvede himero in zapade v zanesenjaštvo. Edino, kar šteje, skratka ustranje v političnem ugodju, ustranje v razcepu, ki premore orientacijo v skladu s pravo mero, se pravi z logično mero. In na vse zadnje se trojica zoe, bios in teos, oziroma zoe, bios, logos, reflektira v razlikovanju treh življenjskih form. Življenje v ugodju pripada množici, politično življenje v pravem pomenu besede pripada vladajočemu razredu gospodarjev, za Aristotela družbenih utelešenj prave mere, in končno kontemplativno življenje zastopajo filozofi. In če ponovimo, sofistika in hematistika ponazarjata patološko deviacijo v političnem življenju, degeneracijo ugodja, nista enostavno regresijo živalsko ugodje, saj so njuni subjekti, skratka sofisti in trgovci, še naprej bitja logosa, le da njihov logos, skratka jezik,
in vrednost, ne podpira več družbenih razmerij, temveč jih destabilizira in na skrajnem primeru razpusti v produkciji ugodja za voljo ugodja. Mimogrede, Aristotel v metafiziki sofiste primerja z rastlinami. Njihov govor je nem, kljub vsemu blebetanju, je govor brez smisla, a zato poln ugodja. Aristotel je utemeljil svojo politiko na gospodarjevi etiki, to je etika prave mere. Natančne, njegova politika in ekonomija pozna nekaj, čemu bi lahko rekli, ideal gospodarja, to bi bil negibni gibalec, ki podpira politično ontologijo, in idealnega gospodarja, aristokrata, ki je najprej gospodar lastnega telesa in njegovih ugodij in potreb, družbeno poosebljanje, družbena personifikacija prave mere. A gospodar se od predmoderne do moderne bistveno preobrazil, kar je proizvedlo tudi preobrazbo funkcije ugodja v družbeni vezi. Lacan je recimo rekel, da je v moderni gospodar postane simbolna fikcija in umestil proces njegove preobrazbe natanko v utilitarizem. Kaj pomeni, da je gospodar postal simbolna fikcija? Da oblastnih razmerij ne centralizira, ne centrira več neki negibni gibalec, neki ideal gospodarja, ko gre za ontološko dimenzijo oziroma prava mera, idealni gospodar, ko gre za politično dimenzijo. Zdi se, da je logika kapitala, skratka moderna, utemeljila politiko prav na tisti negativnosti, ki je Aristotel na primeru klimatistike še razglašal za protinaravno. Temu seveda ni tako, ker moderno inaugurira še ena preobrazba, ki je nerazličljivo povezana z mutacijo funkcije gospodarja in ki zadeva pojavitev abstraktnega dela in inauguracijo produkcijskega procesa, ki temelji na imperativ produkcije za voljo produkcije. Skratka, kapital je utemeljil politiko na strukturni nestabilnosti, ki jo implicira prav ta imperativ produkcije, samozadostnosti produkcije. In iz te perspektive, najkasneje je mogoče reči, da Aristotelov gospodar, negibni gibalec oziroma prava mera, dejansko za nazaj se izkaže kot imaginarna fikcija, ki zgolj navidezno regulira libidinalno in politično ekonomijo. Vez med ugodjem in krivico oziroma z Marksom, ugodjem in izkoriščanjem oziroma s Freudom, ugodjem in delom, postane očitna, vendar to ne pomeni, da je moderna politična ekonomija v polni meri priznala in afirmirala to povezavo. Nasprotno, klasična politična ekonomija je na neki način ostala aristotelovska, le da je nadomestila pravo mero z zasebnim interesom, na katerem sicer bolj izstopi dvojna in protislovna igra stabilizacije in destabilizacije družbenih razmerij. Napravil bi torej drugi korak k klasični politični ekonomiji. Na ravni pojavnosti zasebni interes ne implicira nobenega ravnovesja in stabilnosti, ampak odkrito afirmira neravnovesje in nestabilnost, tako na ravni ugodja kot na ravni človekove biti. To recimo najbolj ponazori ta citat iz Adama Smitha. Skratka citat. V skoraj vsaki drugi živalski rasi je vsak posameznik, ko doseže zrelost, popolnoma neodvisen in na svojem naravnem stanju ne rabi pomoči nobenega drugega živega bitja. Človek pa ima skoraj stalno razlog za pomoč svojih vrstnikov in za manje bo pričakoval zgolj od njihove dobrohotnosti. Veliko verjetneje bo uspel, če lahko pritegne njihovo samoljubje v svoj prid in jim pokaže, da je v njihov prid, če storijo to, kar zahteva od njih. Kdorkoli ponudi drugemu kakršenkoli menjavo, predlaga prav to. Daj mi, kar hočem in dobil boš, kar hočeš. To je pomen vsake take ponudbe. Na ta način dobimo eden od drugega veliko večji del dobrih uslug, ki so nam potrebne. Konec citata. Samoljubje in nujnost menjave. Samoljubje ne predhodi menjavi, ampak se konstituirata skupaj na ozadju nekega konstitutivnega manjka vpisanega v človeško naravo. Ljudje se rodijo prezgodaj nedonošeni, kar jih dela odvisno od drugih.
To odvisnost zaplete dejstvo, da so ti drugi vse kaj drugega kot dobrohotni. Ni nobene filija, nobenega prijateljstva, nobene ljubezni, ki bi jo zasebni interes podpiral in ki bi vnaprej stabilizirala družbena razmerja. Ni skratka transferja na ravni samoljubja. Pri Aristotelu je transfer do gospodarja še takšna osnova, a tukaj v tem modernem univerzumu je gospodar defetišiziran. Ni prave mere, temveč nekaj, kar iz Aristotelove perspektive nastopa kot skrajna nemera, zasebni interes. Kar nemočni subjekt najprej sreča od drugih je njihova antisocialna, narcistična ljubezen, popolno nasprotje dobrohotnosti in prijateljstva, ki po Aristotelu utemeljuje družbena razmerja, do te mere, da v politiki zatrdi celo, da imamo tudi do suženja kot bitja logosa prijateljski odnos. Kakorkoli, že v našem zahodnem kapitalizmu pa imamo služenstva in če ga že srečamo, smo nad njim enako šokirani in presenečeni kot Aristotel nad sofistom ali oderuhom. Imamo še en priboljšek, namesto politike prijateljstva, ki vsele predpostavlja nekega gospodarja, imamo politiko narcizma, kjer smo vse na videz sami svoj gospodar. Ne logos, ampak egoizem, iskanje ugodja, podreditev družbenih odnosov, samoljubju bistveno definira človeka poleg njegovega proizvodnega rojstva. Življenje v ugodju nadvlada nad političnim življenjem oziroma natančne za Smitha med obojim ni nobene razlike. Skratka, Aristotelova kategorizacija je padla. Življenje v ugodju se prekriva s političnim življenjem kontemplativnega, tako ne rabimo, ker ne služi ničemor, skratka ne proizvaja dobička. A kar ostane, je Aristotelova izenačitev ugodja z dobrim. Za ugodje se še naprej smatra, da nekako zmore utemeljiti družbena razmerja kot razmerja. Načelo ugodja ali libidinalno ekonomijo še naprej zaznamuje njena domnevno imanentna težnja homeostaze in samoregulaciji. In celotna ekonomska menjava je za Smitha v osnovi zapeljevanje skozi vzajemno obljubo ugodja. Ugodje paktira za srečo, torej aristotelizem še v osnovi ni popolnoma pokopan. Narcizem pri Smithu ni primaren, ampak je že obrambna reakcija na neko konstitutivno, subjektivno šibkost. Vendar tako kot prijateljstvo pri Aristotelu, narcizem pri Smithu predstavlja neko libidinalno komponento, ki podpira politično-ekonomsko sfero in omogoča izgradnjo stabilnega družbenega reda na osnovi ekonomske pogodbe, ki se zvede na dve aktivnosti. Delo in menjava, v kateri se zrcalita moderna politična ideala svobode in enakosti, seveda prešita z zasebno lastnino in blagovno formo. V bistvu je zanimivo pogledati primerjavo med bogatstvom narodom pa prvim zvezkom kapitala. Bogatstvo naroda se začne z delom, nekaj, kar bi človek pričakoval od marksističnega avtorja. Kapital se začne z videzom, kar je veliko bolj interesantno, ne? Z videzom, z pojavnostjo bogatstva. In pride do popolnoma drugačnih sklepov. Kogarkoli, ekonomija je realizacija politike v Smithovem in v Marxovem, ampak v Smithovem v nekem drugem smislu. In velja tudi, da je politična ekonomija realizacija libidinalne ekonomije. Tako iz navideznega antisocialnega antagonizma zasebnih interesov končno vznikne družbena kohezivnost, nestabilnost in konfliktnost, ki se navidez držita mnogoterosti zasebnih interesov in samoljublja, pa sta za ekonomski liberalizem goli videz. Še en slavni citat iz Wealth of Nations. Naše večerje ne pričakujemo od dobrohotnosti mesarja, pivovarja ali peka, ampak od njihovega upoštevanja lastnega interesa. Naslavljamo se ne na njihovo človeškost, ampak na njihovo samoljubje in nikoli jim ne govorimo o naših lastnih nujnostih, ampak o njihovih prednostih. Nihče razen berača ne izbere, da bo odvisen predvsem od dobrohotnosti svojih someščanov oziroma sodržavljanov. Skratka, v klasični politični ekonomiji stopi na oder neka druga meja političnega življenja, berač, za katerega umestitev zunaj delitve dela dokončno razgali človeko naravno odvisnost zaradi preranega rojstva.
Berača ni mogoče obravnavati kot subjekta zasebnega interesa, s pomočjo katerega klasična politična ekonomija razreši navidezno protislovje med antisocialnim značajem narcizma in družbeno vezijo. A zasebni interes se kljub temu izkaže tudi Adamu Smithu samemu za neizčrpen vir družbene nestabilnosti oziroma za nestabilnost kot tako, kajti nasprotje berača je spet trgovec, subjekt, ki ne samo dosledno sledi svojemu zasebnemu interesu, ampak poleg tega poseduje neko pozitivno vrednost v svojih interesih in lahko postane ekonomski znanstvenik, skratka nek sužis opozisavoval, subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. Ta domnevna vednost o lastnih interesih, o logiki trga, o tem, kako napraviti kaj z vrednostjo, kako jo manipulirati, da bo proizvedla več vrednosti, mu omogoča ne samo učinkovito uveljavitev lastnih intenc, ampak tudi usiljenje, skratka prevlada zasebnega interesa nad javnim interesom. Posledično se identifikacija ugodja z dobrim začne krhati na podoben način, kot že pri Aristotelu in pač vprašanjem prave mere, ki naj bi stabilizirala to vez. Še en citat iz Bogatstva naroda. Interes trgovcev v vsaki posamezni trgovski veji ali proizvajalcev je vedno v določenih ozirih različen od in celo nasprotju z interesom javnosti. Širiti trg in množiti konkurenco je vedno interes trgovcev. Širitev trga je pogosto dovolj sprejemljiva za interes javnosti, a oženje konkurence mu mora vedno nasprotovati in lahko služi samo temu, da trgovcem omogoči, da za svojo lastno korist odmerijo ostalim someščanom absurden davek, ko dvignejo svoje dobičke nad to, kar bi po naravi bili. Po naravi, tle, the punchline. To je torej prvi problem, ki ga zasebni interes unese v politično sfero. Destabilizira naravo. Destabilizira ne samo politično življenje, ampak tudi in predvsem trg, ta moderni politični prostor par excellence. In spet denaturalizira dobiček oziroma demaskira klavrnost poskusov naturalizacije produkcije za voljo produkcije oziroma ugodja za voljo ugodja. Smith na neki točki celo pripominja, da zasebni interes preprečuje svobodo trgovanja. To je še en interesanten citat iz Bogatstva naroda. Zares pričakovati, da bo svoboda trgovanja kdajkoli popolnoma vzpostavljena v Veliki Britaniji, je enako absurdno kot pričakovati, da se bo kdaj v njej vzpostavilo oceanijo ali utopijo. Ne samo predsodki javnosti, ampak kar je mnogo bolj neosvojljivo. Zasebni interesi številnih posameznikov in nevzdržljivo nasprotujejo. Konec citata. Skratka, svoboda trgovanja je naravnost utopični ideal iz perspektive zasebnega interesa. Utopični ideal, za katerega ne gre pričakovati, da bo kdajkoli realiziran. In problem te realizacije ni v upiranju množic. Množice so do svobode trgovanja, do proste trgovine indiferentne, ampak v samih ekonomskih agencijah. Kapitalizem sam sabotira svobodo trga, ki jo na deklarativni ravni promovira. Danes seveda lahko vidimo, da je svoboda trga zgolj fasada za, mislim, to je banalna pripomba, za uveljavljanje suverenosti trga. Tistega abstraktnega gospodarja oziroma simbolne fikcije, ki ga v 18. in 19. stoletju iznajdeta prav ekonomski liberalizem in utilitarizem po Lacanu vsaj. A ga promovirata v mitični podobi zasebnega interesa. Skratka, Lacanova teza je, da je utilitarizem iznašel modernega gospodarja. In pač ta moderni gospodar ne more biti to drug kot sam monsieur de capital, kot pravi Marx. Skratka, še en zgovoren odlomki Smitha. Če obravnavamo East India Company kot suverene, je v njihovem interesu, da se evropske dobrine, ki se izvažajo na njihova indijska področja, tam prodajajo kar se da poceni. In da imajo indijske dobrine, ki se uvažajo tam dobro ceno ali se tam prodajajo, kar se da drago. Nasproten pa je njihov interes kot trgovcev. Kot suveren je njihov interes popolnoma enak interesu države, ki jo vladajo, kot trgovci je njihov interes direktno nasprotje onega interesa. Konec citata. Skratka, trgovca se pripisuje preveč vpliva, če se predpostavlja, da bo pokvaril sistem.
Zasebni interes je notranje nekonsistenten. To je ta problem, ki tle Smitha v bistvu muči. In idealni trg, ki bi obrzdal, kultiviral nekonsistentnost zasebnega interesa, ne obstaja. Natančne, zasebni interes ni popolnoma zaseben, ampak je že prežet z interesom sistema. Spet podoben problem kot logos in življenje pri Aristotelu. Neka kontaminacija, ki izterja naravo, oziroma ki kaže denaturiranost samega domnevno naravnega elementa. Skratka, nekonsistentnost zasebnega interesa in nestabilnost politično-ekonomskega prostora si so pripadata. Zasebni interes v svojem egoizmu res da predstavlja določeno anticipacijo nezadovoljivega gona po dobičku, ki ga Marx naslavlja skozi problem produkcije za voljo produkcije in sistemsko ugodje izhaja iz te virtualno neskončne produkcije. Zasebni interes noče vedeti ničesar o domnevnem pursuit of happiness na strani psiholoških subjektov. Kar šteje je sreča sistema in nesreča političnih subjektov, ki naseljujejo ta svobodni trg. Po Smithu izkoriščanje nikoli ne bi moglo otvoriti interesa, čeprav ga očitno tvori. Z perspektive idealnega trga se izkoriščanje kaže kot zmota, ali pa se sploh ne kaže, saj politična ekonomija spozna le kompeticijo narcističnih subjektov, ki da je zdrav za družbo in gonilo ekonomskega sistema. V resnici je izkoriščanje izraz notranje protislovnosti samega zasebnega interesa, oziroma tega, kar Smith imenuje zasebni interes. Ta interes je vselej že izraz intencionalnosti samega sistema, skratka neka meja med notranjostjo in zunanjostjo, med subjektivnim in družbenim. Smithov problem, skratka, kako artikulirati razmerje med notranjim samoljubjem in zunanjim družbenim razmerjem, ni rešljiv ravno zaradi sopripadnosti liberalne in ekonomije. To pa ni problem za Marxa, ki ga zaposluje popolnoma drugačen problem, ki ga naslavlja kritični uvid v dialektiko fetišizma. Progresivna abstrakcija in avtonomizacija strukturnega interesa, tendence kapitala k samovalorizaciji, skratka, natančno neko sistemsko samoljubje oziroma sistemska obscenost. Za Marxa tudi ni vprašanje razmejitve zasebnega interesa in javnega interesa ali detektiranje neke domnevne prave mere, ki je stabilizirala politično življenje. Ni to socialdemokratska strategija, skratka. Njegovo izhodišče je ravno afirmacija uvida ni družbenega razmerja. Zato se tudi fokusira na sistemsko nestabilnost, na izmuzljivo mejo med notranjostjo in zunanjostjo, na krizo kot privilegirano kapitalistično realnost in konsistenco kapitalističnega diskurza. V bistvu, to ga drži skupaj. Marx posledično ne potrebuje regulativnega principa, kot je Smithova nevidna roka, ta mistificirana verzija avtonomije tržnih razmerij nad ekonomskimi subjekti. Poleg tega več kot zgovorno, da edina omemba nevidne roke trga v bogatstvu narodu nastopa v poskusu razrešitve dileme, kako subjekti delujejo proti svojim lastnim interesom, negirajo zasebni interes in torej suspendirajo narcistično utemeljitev kapitalistične družbene vezi. Podobno je v teoriji moralnih občutkov, Theory of Moral Sentiments, kjer metafora nevidne roke ravno tako nastopa enkrat, malo pogostejše je izraz previdnost. Skratka, tam nastopi na mesto, kjer gre za vprašanje, kako trg usmerja bogate v neprostovoljno, nenamerno, kontingentno dobrohotnost, kot da bi bila dobrohotnost nekaj, kar je posledica obsedenosti od drugega. Mislim, da je že preteklo veliko časovne vode, zato mogoče zgolj na kratko Freud in kritika politične ekonomije. Epistemološki problem. Freudova diskontinuiteta v razmerju do problemov, ki mučijo politično ekonomijo, se opisuje v isti epistemološko-politični horizont kot Marx,
Skratka, oba miselna napora razkrivata splet politično-ekonomskih fantazij o izvoru vrednosti in o razmerju med ugodjem in dobrim. Za razliko od Aristotelove prave mere in Smithovega zasebnega interesa, dveh glavnih poskusov, da se misli skupaj libidinalno in politično ekonomijo, Marx in Freud izhajata iz prepoznanja imanentne nestabilnosti in nerazmerja znotraj ekonomskih režimov ter izpostavita direktno kontinuiteto med ugodjem in izkoriščanjem. In jedro psihoanalitičnega prispevka kritiki politične ekonomije je najbolje formuliral sam Lacan, pri čemer lahko pazimo v tem daljšem citatu, ki ga bom zdaj prebral, da je dejansko epistemološki vidik isti kot politični vidik. Skratka, to je zdaj pa res malo daljši citat, ki mislim, da je to najboljše mesto iz celotnega Lacana, zato se ga splača malo podaljšano prebrati. Freud trdi, da gre za razlago normalnega delovanja misli. Da bi to storil, začne z aparatom, katerega osnova je povsem antitetična rezultatu, ki obsega adekvatnosti in ravnovesje. Začne s sistemom, ki po naravi teži k prevari in zmoti. Da celoten organizem očitno ni narejen za zadovoljevanje potrebe, ampak za haluciniranje take zadovolitve. Skratka, struktura organizma že vsebuje neko zel, ki jo bo koloniziral aparat označevalca, ki bo potem inauguriral nek virtualno neskončni cikl produkcije ugodja za voljo ugodja. In ta produkcija je na vse zadnje stanje, kot je rekel Deleuze, sistemskega neravnovesja, systematic disequilibrium, je bilo to prevedeno v angleščino. Skratka, s tem Deleuze opiše jezik, lepa oznaka. Ampak berem dalje citat. Zato je ustrezno, da mu stoji nasproti še en aparat, ki deluje kot dejavnik realnosti, v bistvu se predstavlja kot načelo popravljanja poziva k redu. Načelo realnosti ali tisto, čemur delovanje nevronskega aparata na zadnje dolguje svojo učinkovitost, se kaže kot aparat, ki seže mnogo dlje kot golo preverjanje. Deluje na način novinka, previdnosti, popravljanja, omejevanja. To je zdaj super formulacija, kar sledi. Korigira in kompenzira tisto, kar se kaže kot naravno nagnjenje psihičnega aparata in mu radikalno nasprotuje. Konflikt je upeljan v osnovi, v izvoru organizma, ki mu je recimo na vse zadnje namenjeno živeti. Nihče pred Freudom in nobena druga obravnava človeškega obnašanja ni šla tako daleč v poudarku njegovega temeljno konfliktnega značaja. Nihče drug ni šel tako daleč v razlagi organizma kot oblike radikalne neadekvatnosti. Vse do točke, kjer je dvojnost sistemov narejena zato, da bi presekala radikalno neadekvatnost enega od njih. To nasprotje med sistemom fi in sistemom psi, ki je povsem artikulirano, se kaže skoraj kot stava. Kajti, kaj bi ga lahko upravičilo razen izkustva neobvladljivih količin, s katerimi je imel Freud opravka v svojem izkustvu nevroze. To je gonilni imperativ za celotnim sistemom. Konec citata. Skratka, če si pogledamo, koliko to polemizira z Aristotelom in Smithom, je naravnost pač neka osnova za politični pesimizem, mogoče celo, ampak vse mogoče je treba izhajati ravno iz afirmacije črnih scenarijev. Skratka, namesto, da bi predpostavil imanentno težnjo, kredo in stabilnosti, Freud stavi na konstitutivno neravnovesje, ki lahko na vse zadnje služi za demaskiranje politično-ekonomske povezave ugodja in zasebnega interesa kot utajitev zasidranosti politične ekonomije v radikalni neadekvatnosti, ki zaznamuje subjektivne in družbene strukture. Privilegirani objekt psihoanalize je ta dvojna negativnost organizma, sistem fi, in diskurza, sistem psi. Produkcija ugodja izkorišča to neadekvatnost med težnjami organizma in težnjami diskurza, ki samo razširja nestabilnosti sistema fi na politično-ekonomsko realnost oziroma na diskurzivno realnost in obratno opišajo politično-ekonomske nestabilnosti v mentalni aparat. Skratka, bolj, ko si diskurs prizadeva odpraviti pomanjkljivosti organizma, oziroma to, čemu bi Smith rekel, prerano rojstvo, več se proizvaja nestabilnosti. Oziroma, če
to prevedemo v Marxa, bolj ko se zaostruje fetišizacija celotne dialektike, od blag prek denarja do fiktivnega kapitala, bolj ko se poskuša zamaskirati luknje in protislovja v strukturi, več nestabilnosti se proizvede. Skratka, za razliko od prave mere in zasebnega interesa, ki naj bi podpirala homeostazo in stabilizacijo, psihoanaliza upelje lastno politično kategorijo, ki bi po možnosti delovala proti začaranemu krogu izkoriščanja in ugodja in posledično proti zakoreninjenosti družbenega produkcijskega načina v sistemske obscenosti. In ta politična kategorija je natanko sublimacija. Nek kratek citat, kjer Lacan to umesti. Skratka, v definiciji sublimacije kot zadovolitve brez potlačitve, bodi si implicitno ali eksplicitno, obstaja prehod od nevednosti k vednosti, prepoznanje dejstva, da ni želja nič več kot metonimija diskurza zahteve. Je sprememba kot taka. Poudarjam naslednje. Prava metonimična relacija med enim označevalcem in drugim, ki mu pravimo želja, ni nov objekt ali prejšnji objekt, ampak sprememba objekta na sebi. Konec citata. Skratka, Aristotel in Smith privzameta položaj oziroma zasedeta neko mesto poziva k redu. In iz tega razloga vsak na svojem koncu proizvede lastno verzijo gospodarja, ki naj bi stabilizirali originalno in politično-ekonomsko strukturo. Freud in Marx nasprotno direktno afirmirata protislovje sistema, da bi razkrila nestabilnost samega gospodarja. A njun temeljni uvid je v polnem pripoznanju, da obstaja nekaj takega, kot je logika nestabilnosti, skratka, tu je bila ta epistemološka dimenzija, formalizacija katere je Lacanova logika označevalca, tudi Lacanova tematizacija strukturalizma kot znanosti v nestabilnosti, se vzame kot svoje polje raziskave simbolno kot tako. Politična ekonomija se konstantno sooča s to nestabilnostjo in da predlaga zgolj njene mistifikacije, se pravi imaginarne rešitve. Moderna politična ekonomija tako na ravni epistemološkega terena ostane dedinja problemov, ki so mučili Aristotela, le da jih artikulira v univerzumu, kjer je bila nestabilnost uspešno mobilizirana za uveljavitev družbenega produkcijskega načina in proizvedla moderno obliko gospodarja, skratka kapitala kot splošno ime za imanentno nestabilnost modernega sistema vrednosti. Medtem, ko se je problem spremenil, so strategije za njegovo odpravo, skratka neke epistemološke strategije, ostale enake. In tu psihoanaliza in marksizem verjetno najjasneje zarežeta, ker proizvedeta dejansko neko novo epistemološko strategijo. In če se na koncu vrnemo k vprašanju oblik življenja, sta psihoanaliza in kritika politične ekonomije dejansko upeljali neko negativno obliko, ki je tesno povezana z zagatami produkcije za voljo produkcije in ugodja za voljo ugodja, namesto da bi predlagala nek sistem fetišizacije življenja. Marx in Freud si delita politično kategorijo, ki bi jo lahko nekako patetično imenovali poškodovano življenje, katerega družbeni personifikaciji sta nevrotik in proletarec. Na ta način sta Marx in Freud upeljala realno politično subjektivnost v celotno sliko proti fantazmam reda, na katerem temeljita Aristotelova prava mera in Smithov zasebni interes. Poškodovano življenje je popolno nasprotje narcističnega življenja ekonomskih abstrakcij, ki, kot pokaže Marxov uvid v dialektiko fetišizma, krožijo okrog ideje vitalnih sil kapitala, spet Geld hacken das Geld, oziroma življenje brez negativnosti. Na tej točki se Freud odkrito poveže z Marxom. Pri obeh gre za detektiranje singularne točke subjekta, kjer postane očitno neko univerzalno trpljenje, skratka neka univerzalna negativnost pod vladajočim družbenim produkcijskim načinom. Univerzalna negativnost, kjer mora vsak subjekt pripoznati, da je subjektivno upleten, da v zadnji instanci kot subjekt kapitalističnega produkcijskega načina ni nič drugega kot grobi material, na katerem sistem gradi reprodukcijo svoje lastne obscenosti. To in nič drugega je vampirizem kapitala, ki srka živo delo njegovih nosilcev. Hvala lepa.
Ok, torej, kot sem že naznanil, zdaj imamo kar nekaj časa za komentarje in vprašanja, tako da dajte prosim dvigati roko, tisti, ki ste pripravljeni razpravljati, pa bom jaz prinesel mikrofon. Še nobenega komentarja pa vprašanja? Leja, super. Sem enakrat razjasnitev. Na eni točki se govori o gospodarjenju politiki v Aristotovem času kot politik prave mere, na to pa pomenja se tega nevalgenega gibalca, potem si pa rekel, da danes v moderni dobi je prišlo do mutacije funkcije gospodarja in se ta navidni gibalec za nazaj izkaže kot neka imaginarna fikcija. Moje vprašanje je bilo, ali ne bi še vseeno lahko rekel, da je kapital danes kot nekakšen navidni gibalec, ki uravnava celotno družbo, seveda s to logiko, ki si rekel, logika nestabilnosti, pa vseeno nekakšna logika, še vseeno nekako poganja cel sistem s to svoje želje po samem vrednotenju in pač kreira družbo na ta način. Mislim, na vse zadnje bi bilo treba pač podvomiti v samo recimo, strategijo Aristotelov, koliko je centriranje nekega družbenega mehanizma oziroma neke politične realnosti pravzaprav možno. A je gospodar kdajkoli obstajal, to utelešanje prave mere, recimo. Aristotel na nekem mestu v Nikomahovi etiki, mislim, da celo pač reče, dobro, treba je predpostaviti, da je nek gospodar, da je nek vladar, da dejansko deluje v skladu s pravo mero. Se pravi, že pri Aristotelu samem ta prava mera ni, mislim, bi se dal iskati, ampak nikoli se je ne najde na nek način. Skratka, gospodar ne centrira v bistvu. Ampak potem bi lahko rekel, da smo z moderno dobo dejansko dobili tega gospodarja? Ne, mislim, da z moderno smo dobili pač razkritje, enostavno lahko ponovim, kar Lacan sam trdi, da je moderna proizvedla, razkrila samo bistvo gospodarja, da ne ve, kaj hoče. Mislim, temu se da dodati, ve, da hoče. To je ta imperativ produkcije, recimo, ali imperativ užitka. Bi se da na to navezati. Skratka, ne gre toliko za to, da bi bila realnost centrirana, ampak dejansko kapital ni neka stabilna os, ampak je na nek način prej neki vse teče, v katerem je treba pač vedno znova detektirati moment politične negativnosti. In pač to v bistvu počneta in psihoanaliza in kritika politične ekonomije. Hvala. Še nekdo je bil? Jaz sem imel scholastično vprašanje na začetku, da sem menil, to, da pri Hegelu imaš alienacijo, bodi si v delu, bodi si v govorici, kar je pa recimo točka razdelitve, imaš Marx na eni strani, Lacan na drugi. To me samo zanima, ta formula, ta topos Hegel ima alienacijo, bodi si v delu, bodi si v govorici, je pač, mislim, a to dejansko Hegel eksplicitno kje reče, ali to sam... To dejansko Hegel reče v fenomenologiji duha. Mislim, uporablja izraz and oiserum, mislim, ampak dejansko... Ampak tisti delo se nanaša v bistvu na gospodarja Klapsa? Ne, to je v poglavju o mislim, da je fiziognomika. Pač razvija prav neko zabavno filozofijo organa, pač reče delovna roka, govoreča usta, pa mogoče še nekaj še doda, nekaj tretjega, ampak kakorkoli, nimam zdaj citata na pamet, ga ne znam reproducirati, ampak kakorkoli zelo očitno umesti
naredi neko umestitev in vse, kar razvije iz tega je, da pravzaprav delovni proces in diskurzivni proces, oziroma več govorica, da je ta relacija tista realna, ki vzpostavlja notranjost kot notranjost in zunanjost kot zunanjost in v bistvu po notranji, mislim, po vnanji notranjost v produktu in v bistvu tudi interiorizira neko zunanjost in zabriše to enostavno delitev med znotraj in zunaj. In pač uporaba enega od izrazov za alienacijo, Entäußerung. Lacan pa Marx sta dve ogromni fusnoti k temu poglavju na nek način. Še nekdo je bil? Očitno ne. Prav, potem pa lahko zaključimo. Naslednji teden bo predavala v četrtek v isti uri Lea Kuhar, članica programskega odbora IDŠ. Več informacij, podrobnosti boste v naslednjih dneh lahko našli na Facebook strani in na spletni strani Inštituta za delavske študije. Hvala.